Danes v Pomurskem dnevniku 37. maraton treh src. Mura visoko premagala Križevce. Vsi predmeti našli novega lastnika. V Mariboru četvorka na 2 lokacijah. Vreme jutri bo sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Pomurski dnevnik začenjamo s praznikom rekreacije, ki je v Radencih minulo soboto potekal že 37-tič. Tokratnega maratona treh src se je udeležilo 3989 tekačev. Radenski maraton tako ni več največja tekaška prireditev pri nas, ima pa najdaljšo tekaško tradicijo. Maratonska proga pa je v tem delu Evrope verjetno edina, ki kar 4-krat prečka državno mejo. Na letošnji maraton treh src so se prijavili tekači iz 24 različnih držav, ki so se tako zbrali na startnem prostoru in čakali na strel štartne pištole. 3, 2, 1, gremo, dajmo glasno Radenci! Dajmo pospremiti maratonke, maratonce, polmaratonke na 37. maraton treh src Radenci 2017. Dajmo glasno, dajmo ploskamo, baloni gredo v zrak! Skupno tekačev, ki je šlo preko štartne cilje, je bilo letos 4100, od tega recimo rečemo malo več na krajših razdaljah, slabih 2000 potem na daljših razdaljah. Pričakujemo pa še popoldan okrog 1400 otrok. Zjutraj ob 8 so se pa na pohod podali že pohodniki, ki jih je bilo preko 2000. Na najdaljši 42-kilometrski progi, ki je letos kar 4-krat prečkala slovensko-avstrijsko mejo, se je letos preizkusilo 222 maratoncev in 37 maratonk. Najhitrejša sta bila Kenica Joel Muwandi Maina in Gladys Jepkurui Bivot. Tudi na pol krajši 21-kilometrski preizkušnji sta slavila Kenica. Naslov državne prvakinje na 21 kilometrov pa je osvojila pomurska atletinja Sonja Roman. Še prejšnji teden sem tekla v 10 milj v Švici, pa tudi ta teden smo še kar naprej trenirali, ker se pripravljam za evropski challenge za Minsk na 10 km na stezi. Tako da trener rekel, da žal zaradi tega se neki spočili ne bomo za ta polmaraton, ampak sem vseeno zadovoljna. Jaz sem tekla, vse so mi rekli, da na čas ne smem teči, se pravi, da je kar težka proga, se pravi, da osebnega rekorda ne bom tekla. Tekla sem na uvrstitev, mogoče, ker sem vedela, da vmes nekaj malo bolj razgibana proga, pa da je makedam, da sem se ustrašila, pa prehitro mogoče spustila Keniko, ampak z državnim naslovom sem vsekakor zadovoljna. Maratona se je udeležilo tudi veliko znanih Slovencev. Slovenske skakalke in skakalci so tako v cilju medaljo za udeležbo med drugim podelili tudi predsedniku Borutu Pahorju, ki se tradicionalno udeležuje maratona treh src. Vi ste za to dobro pripravljeni, ne izgledate utrujeni po današnjem teku? Ne, bilo je boljše kot lani, bistveno boljše. Nekaj minut, tako da sem zelo zadovoljen in mislim, da bo letošnjo jesen kar dober rezultat. Verjamete oziroma veljate za človeka, ki si zastavi jasne odločne cilje in jih doseže. Je bilo tako tudi danes s časom? Ja, ampak vedno mi uspe samo, če me ljudje podpirajo. Hvala vsem ob cesti. Hvala predsedniku države, upam, da se vidimo tudi naslednje leto v tej vlogi. Čakaj primera. Dogajanje v Radencih se je popoldne nadaljevalo s teki veveričk in srčkov za najmlajše ter zaključilo z večernim koncertom. Minuli konec tedna je potekal 25. krog v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Črno-beli so gostovali pri zadnji ekipi prvenstva v Križevcih in jo visoko premagali 6-0. Moraš Mitja Rešek je po tekmi Smiljanu Kuharju strnil vtise tekme in povedal pričakovanju o zadnjem dvoboju proti Odrancem. Poglejmo izjavo. Mitja Rešek, visoka zmaga v Križevcih, prvi vtisi po tekmi. Ja, od začetka je bilo težko nam, ampak potem, ko smo zabili gol, je bilo potem dosti lažje. Do prvega zadetka, kot ste sami omenili, ste se precej mučili po prvem polčasu, le 1-0, v nadaljevanju pa potem igra stekla še 5 zadetkov. V zadnjem času nasplošno v drugem polčasu igrate precej bolje. Ja, vsaka ekipa ve, da igramo in sam tudi prvi polčas zapere. Ampak do prvega gola, ko ga zabijemo, je potem dosti lažje igrati tekmo. V zadnjem krogu vas čakajo Odranci, srečanje bo odločalo o napredovanju v drugo ligo. Zadostuje vam že točka, je to morda varljivo?
Pa ne vem, ne bi rekel, mi bomo igrali isto, kot igramo po vsako tekmo, ampak ni druge, da zmagamo ali pa barem, da igramo neodločeno. Kaj bi sporočili navijačem pred zadnjim krogom? Na Fazaneriji se zagotovo obeta, lahko bi rekli, fešta v primeru uvrstitve v drugo ligo. Ja, naj se udeležijo v čim večjem številu, naj nas prija podpreti, tako kot vsako tekmo do zdaj, in potem mislim, da se nimamo česa bati. Mitja, hvala in srečo. Hvala. V petek dopoldne je potekala 14. javna dražba. Najdena kolesa, moped, otroški voziček in še nekaj drobnarij, ki so leto dni zaman čakali na lastnike, so prodajali na policijski upravi Murska Sobota. Stvari, ki so bile na javni dražbi, večinoma je šlo za kolesa, si je bilo mogoče ogledati 15 minut pred začetkom dražbe in že takrat se je zbralo veliko interesentov, med katerimi je bilo tudi precej radovednežev, ki niso kupili ničesar. Na prodaj je bilo 16 predmetov. Najdražje kolo so prodali za 110 evrov, moped za 90 in otroški voziček ter kapo za 25 evrov, izvijač za 3 evre in zapestnico za 2. Policija pripravlja javne dražbe za najdene predmete, za katere v leto dni ne najde lastnika, oziroma se slednji ne oglasi, najditelj pa se odreče lastninski pravici. In tudi, če se na prvi dražbi kakšna reč ne proda, potem jo policisti ponudijo na naslednji dražbi čez leto dni. Če pa tudi takrat ni interesenta za odkup, se stvar uniči. Po najdbi steče postopek preverjanja, ali gre morda za predmete, ki izvirajo iz kakšnega prekrška ali kaznivega dejanja. Če tega ne morejo dokazati, jih uvrstijo med najdene. Na policijski dražbi so sicer prodali vseh 16 predmetov in iztržili natanko 653 evrov, ki so končali na računu državnega proračuna. Natanko v petek opoldne so slovenske ulice zavzeli maturanti, ki so na Štravsovo melodijo zaplesali tradicionalno četvorko. Letos so v štajerski prestolnici zaplesali kar na 2 lokacijah. Ena četvorka v organizaciji plesne šole Pingi in podpori Plesne zveze Slovenije je potekala na trgu Leona Štuklja, druga pa v mestnem parku v organizaciji plesne šole Salsero. Točno opoldne na trgu Leona Štuklja. In istočasno v mestnem parku. Eno mesto je 2 četvorki. V mestnem parku je plesalo 500 maturantov, nekaj 100 metrov stran, na trgu pa 3-krat več, 1500. Kljub razdvojenosti je za maturante v ospredju zabava. Vesta? Ja. Ti si TV, a ne? Parko bo tudi, ja. A res? Čudno, brez veze, tu je boljše, da bi vse dali, pa to ne, po moje. Za razliko od plesnih šol so maturantje na obeh prizoriščih istega mnenja. Ja, pač to se mi zdi malo tako čudno. Lahko bi se združili, pa pač, da ni zdaj to nekaj ločeno, pač vsi smo isti, ne. A za plesne šole maturantje očitno niso isti, niti za župana ne. Odprl je novo prizorišče v parku. Dragi maturanti, maturantke. Rudi Kocbek, ki že 15 let v Mariboru prireja maturantske četvorke, s prstom kaže prav na Fištravca. Vsekakor se nam to zdi, da ni prav. Da je dejansko dano dovoljenje za to prireditev tukaj, pred enim tednom pa dovoljenje za drugo prireditev v parku. Številni so tik pred zdajci zamenjali plesišče in preoblačili barvne majice. Zato jih je kar nekaj v parku ostalo v škatlah, odvečne piščalke pa so zabavale otroke iz sosednjega vrtca. Spori med plesnimi šolami so bili sicer že v preteklosti, a so vselej našle skupni jezik. Kaj je letos preprečilo, da bi bili na enem mestu? V bistvu so različni interesi, pa splet okoliščin. Iz parka se je po plesu na trg odpravila večina maturantov. Velika zabava je bila enostavno preveč mamljiva. Danes in jutri potekajo sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti za vpis novincev v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto. Jutri med 15. in 18. uro v prostorih glasbene šole Murska Sobota na Cvetkovi ulici 2 potekajo sprejemni preizkusi glasbene nadarjenosti za vpis novincev v glasbeno šolo za šolsko leto 2017-2018. V sredo 24. maja med 16. in 18. uro pa bodo preizkusi potekali na dislociranih oddelkih Sveti Jurij, Puconci in Tišina.
in sicer v prostorih omenjenih osnovnih šol. Udeleženci preizkusa bodo o rezultatih obveščeni po pošti, najpozneje teden dni po preizkusu. Več informacij najdete na spletni strani Glasbene šole Murska Sobota. Na spletnem mediju sobotainfo.com preberite, kdo kupuje pomursko zemljo. Mi pa si oglejmo še kratke novice. Jutri bo sončno, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma sončen dan. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 21 stopinj, v Radencih in Murski Soboti pa stopinjo več. Jutri bo po večini sončno. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Dopoldne se bodo temperature v Murski Soboti in Mariboru gibale med 13 in 14 stopinjami, popoldne pa se bo živo srebro povzpelo do 24 stopinj. V sredo bo po večini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh ali neviht, ki se bodo predvsem v vzhodni Sloveniji lahko zavlekle v noč na četrtek. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Tu in tam ni izključena kakšna kaplja dežja ali manjša ploha. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okrog 10 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele tudi do 25 stopinj Celzija. To smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi ostanite še naprej. Lep preostanek dneva.